bomo te teme malo predelali, kar smo si za danes zadali, in sicer bomo govorili najprej o politični ponerologiji in ustrezni logokraciji. Prav? Kaj beseda logokracija pomeni? Logokracija, logos beseda, kracija vlada. Torej, vlada nam beseda. Ne puška, ne log, ne puščica, ne pištola, pač pa beseda. Celotna nacija počne vse, kot bi Latinci rekli, viva voce ali od ust do ust. In na ta način je ena najbolj vojaških nacij, ki obstajajo. Kajti vojaki so poslušni svojemu komandantu samo na besedo, če vzamemo en tak primer. V logokraciji dobro veste, da je malo ali nič, kot smo rekli, priložnosti za strelno orožje ali katerokoli podobno uničevalno orožje. Vsak ofenzivni ali obrambni ukrep je uveljavljen z besedno bitko, mi zdaj po novem rečemo s papirnato vojno. Poslušajte, dobite na steklo od avta redarsko kuverto in veste, kakšna je papirnata vojna, če se hočete prihraniti 20, 40, 60, 80 ali več evrov. Kdor ima torej najdaljši jezik ali bolj ostro pero, je prepričan, da bo dosegel zmago. Bo ponesel grozo, zlorabo in prelito črnilo v same sovražnikove jarke, ter bo brez usmiljenja in obžalovanja postavil moške, ženske, otroke in še koga na konico, ki mu rečemo pero. To se ta hip dogaja ne samo v Sloveniji, marveč po vsem svetu. Mediji nam vladajo z besedo. Zato se bomo vprašali, kako in katero pero vzeti v roke in s katerimi besedami preliti na papir, da bo dovolj za zaustavitev te državne, medijske, covidne ali druge logokracije, ki nam omejuje življenje. Seveda gre tukaj za vprašanje pristojnosti. Kdo je zakaj pristojen? In kdo o čem odloča? Ali odloča en človek in potem vse strune vibrirajo enako, ali pa ostane vsaki struni svoj zvok in je pristojna za pač vsaka struna za svoj ton, ali vsaka barva za svojo barvo, ali vsak znak na cesti za svoj pomen. Ali bomo rekli samo en znak in vozimo divje. Vprašajmo se, kako je okoli tega. Globalizem je poguben. In glejte, logokracija se uporablja zdaj na vseh področjih družbenega življenja. Nikoli pa ne smemo postati totem birokracije, vir privilegijev za premožne ali orodje boja za privilegije organiziranih skupin, ki jim danes lahko rečemo kar kriminalne skupine besede. Logokratski sistem načelo pristojnosti obravnava kot naravni zakon, kadar je pravilen, kadar so pristojnosti razdeljene, kadar se ve, kdo kaj počne. To izhaja iz naravnih zakonov in ga zato razširja na vse družbene funkcije, od katerih je odvisna usoda posameznika, družbe in prihodnost narodov. Glejte, Slovenija je tipično urejena kot logokratska država, vendar nam z globalizmom polzi iz rok vse. Prav vse, vključno z zdravjem in samo odločbo. Zdaj se pa lahko vprašamo, kakšna je terapija za človeštvo. In konec koncev poglejmo še enkrat za vse tiste, ki ste se morda sedaj pridružili, kaj je ponerologija. Beseda, smo rekli, pomeni preučevanje zla v človeški naravi. Izhaja iz grške besede poneros, kar pomeni boleč, grd, predstavlja pa tudi nauk o zlu v moderni dobi. Temelji na zlu, ki se pojavlja v ljudeh. Temelji na biologiji, psihopatologiji, klinični psihologiji in znotraj teh treh kombinacij se poskuša najti seveda tudi določene odgovore. Znanost nam je dala veliko čudovitih daril. Dajmo si malo pogledati vesoljske programe, Madonca, TV, penicilin, laser,
sulfonamidna zdravila in vse ostalo, kar bi nam moralo olajšati življenje. Naše življenje žal še vedno ni prav nič lahko. Pravzaprav lahko rečemo, da se človeštvo še nikoli ni tako približalo samemu robu svojega popolnega uničenja. To sta sedaj dve nasprotni, lajšanje in uničenje. Tudi na osebni ravni ni nič bolje. Zrak, ki ga dihamo, in voda, ki jo pijemo, se načrtno zastrupljata. Naša hrana je polna snovi, ki zelo malo prispevajo k njeni hranilni vrednosti, a so zato našemu zdravju zelo škodljive. Stres in napetost sta sprejeta kot normalna vidika življenja, čeprav obstajajo dokazi, da je prav stres odgovoren za smrt mnogih ljudi. Ljudje danes goltajo neverjetne količine tablet in pilul, tablete za spanje, tablete za prebujanje, tablete za opravljanje dela, nato tablete za sprostitev in tablete, pilule. Povprečen državljan države porabi mnogo več svojega prihodka in težko privarčevanega denarja za tablete kot za oblačila, hrano, izobraževanje ali katerikoli drug izdelek ali storitev. Dajte si malo preračunati. Ok, to je, kar se tiče osebne ravni. Gremo na družbeno raven. Na družbeni ravni se nenehno povečujejo, če tako pogledamo, sovraštvo, zavist, pohlep in medčloveški spori. Stopnja kriminala raste danes hitreje kot število prebivalstva. Ob vojnah v raznih državah, udarih in političnih čistkah je na milijone ljudi po vsem svetu brez ustrezne hrane in zatočišča. Poleg vsega tega pa suše, poplave, lakote bolezni, epidemije, pandemije, stranski učinki strupenih cepiv in druge naravne nesreče še naprej jemljajo velik davek in nedolžna življenja. Ko človek opazuje svojo zgodovino, kakršna je v resnici, se mu neizprosno vsili sklep, da je v čeljusti neke hude entitete, ki je do človeškega trpljenja in muk popolnoma vseeno. Kot da bi rekli, Bog nas pusti trpeti, Bog nas je zapustil, če ste verni, drugače lahko rečete, kozmos nas je zapustil, ljudje so nas zapustili, entiteta nas je zapustila. Znova in znova nas doleti ista muka in če gledamo skozi zgodovino, prav tako človeški rod. In to se ponavlja iz tisočletja v tisočletje. Skupna količina človeškega trpljenja, če damo skupaj, je grozljiva stvar. Lahko bi pisali do konca sveta, dokler ne porabimo oceana črnila, za gore pisanja, pa tega terorja nikoli ne bi mogli v celoti opisati. Torej, ta zver nepredvidljive katastrofe, ki je bila vedno z nami, kajti odkar človeško srce črpa toplo kri skozi naša krhka telesa, ki hrepenijo po vsem, kar je prav in polna ljubezni z nepopisno lepoto življenja, se požrešna, zalezava in plazeča se zver nezavednega zla liže v pričakovanju naslednjega praznika groze in trpljenja. Od začetka časov nas spremlja ta skrivnost človeške rase, to Kainovo prekletstvo. Skozi zgodovino se vedno sliši isti krik: moja kazen je prevelika. Krik, moja kazen je prevelika. In če pogledamo, religiozni in verski misleci različnih kultur so se že od pradavnine ukvarjali z vprašanji moralnih vrednot in poskušali najti odgovor na vprašanje, kaj je dobro. Opisovali so vrline človeškega značaja in zagovarjali, da bi si jih morali pridobiti vsi ljudje. Ustvarili so bogato dediščino, ki je vsebovala stoletja izkušenj in odzivov. Kljub očitnim razlikam v kulturi in pristopu, čeprav so delovali v različnih časovnih obdobjih in na različnih krajih, so rodovi prišli do presenetljivo podobnih zaključkov o človeški naravi.
To nam kaže, da vse, kar je vredno, pogojno izhaja iz naravnih zakonov ter njihovega delovanja na posameznika in družbene skupnosti. Tako kot naše društvo, ki deluje samo na bazi naravnih zakonov in matematične logike. Enako zanimivo je videti, kako relativno malo je povedanega o drugi strani medalje, o naravi, vzrokih in izvoru zla. Te stvari so običajno skrite za posplošenimi sklepi, z besednimi manipulacijami in isti izvor zla je zavit v tančico skrivnosti. To stanje lahko deloma pripišemo družbenim razmeram in zgodovinskim okoliščinam, v katerih so delovali ti misleci. Njihovo delo je morda delno narekovala osebna usoda, utrjena tradicija ali celo hinavščina. Navsezadnje pa sta pravičnost in krepost nasprotje tej sili zla in sprevrženosti. Pa smemo isto reči za resnicoljubnost v odnosu do laži, kakor je zdravje v nasprotju z boleznijo. Možno je tudi, da je bilo to, kar so povedali o resnični naravi zla, kasneje skrito pod vplivom tistih istih sil, ki so jih nameravale razkrinkati. Značaj za izvor zla sta tako ostala skrita v skrivnih sencah in prepuščeni literaturi, da jo obravnava v zelo ekspresivnem jeziku. Navaden neizobražen človek zelo težko razume pomen ekspresivnega jezika in plasti, ki se skrivajo v ekspresijah. A ne glede na to, kako izrazit je ta literarni jezik, nikoli ne doseže pravih korenin tega pojava. Vedno ostaja nek spoznavni prostor kot neraziskan pragost moralnih vprašanj, ki se upira razumevanju in filozofskemu posploševanju, kot političnemu posploševanju. Vsi so krivi za to, policija je kriva, sodišče je krivo, narod je kriv. Osebne odgovornosti pa ni. Filozofi današnjega časa, ki razvijajo metaetiko, se poskušajo preriniti skozi elastičen prostor, ki vodi do analize jezika etike, prispevajo kamenčke k sestavljanju tega mozaika, ki bo pomagal odpraviti nepopolnosti in navade naravnega pojmovnega jezika. Raziskovanje teh vidno skrivnostnih pojavov je za znanstvenika zelo privlačno, hkrati pa so aktivni praktiki v družbenem življenju in običajni ljudje, ki iščejo svojo pot, omejeni z zaupanjem v določene avtoritete. Zaupanje v določene avtoritete. Kaj hujšega smo videli v COVID času. Večne skušnjave, kot je neupoštevanje premalo dokazanih moralnih vrednot ali nekritično sprejemanje naivnega človeškega spoštovanja. Ubogam zato, ker spoštujem, ne zato, ker razumem ali zato, ker sem moralno obligiran. Spoštujem zato, ker ne razumem, ker se mi ne ljubi raziskovati. Ubogam zato, ker ubogajo drugi in tako naprej. Pri odgovoru na vprašanje, kaj je metaetika, je več možnih načinov, kako se temu odgovoru približati. Poskusimo torej najprej zarisati razliko med etiko in med metaetiko, da oba pojma porazdelimo. To se pravi, obe sta področji filozofije, ki se ukvarjata z moralnostjo, pri čemer se metaetika prvenstveno ukvarja z naravo moralnosti, etika pa z njeno vsebino. Če se v okviru slednje, na primer, sprašujemo, katere stvari so vrednote, katera dejanja so naše dolžnosti in kakšna motivacija naj nas vodi pri naših dejanjih, potem si metaetika zastavlja vprašanje o samih izhodiščih teh prvotno zastavljenih vprašanj. Za predmet se izbere značilnosti naše moralne misli in jezika in preuprašuje, na primer, kaj sploh pomeni, da je nekaj vredno. Kaj pomeni, da ima neka stvar vrednost, ali moje dejanje, ali je vredno, ali pa sploh obstaja od nas neodvisni, objektivni odgovor na vprašanje glede tega, kaj moramo storiti, kako lahko dosežemo moralno vrednost oziroma upravičimo naše moralne sodbe.
Kako so naši moralni pogledi in naravnanosti povezane z dedovanjem, z delovanjem in tako podobno v tem smislu? Lahko rečemo, da se torej etika ukvarja z etičnimi vprašanji prvega reda, ki prevladujejo v naši vsakodnevni moralni misli in praksi. Medtem ko metaetika zastavlja globlja vprašanja drugega reda, bolj duhovna vprašanja. Nekdo me je enkrat vprašal: Mihajl, kaj ti misliš, kakšna je razlika med moralo in etiko? Ker, kot vidite, imajo tudi naši poslanci, naši zakonodajni organi, imajo moralno-etične kodekse. Toliko, da vam pojasnim. Torej, etika upošteva zakone, ki so pisani v zakonu. To se pravi, da ti delaš nekaj v skladu z zakoni. Morala pa je tista vrednota, ki prihaja iz mene. Ko ocenim, ali delam prav, ko mi nekdo nekaj reče. Pravi, eno so zunanji nareki, eno je pa tisto, kar prihaja iz mene. To je morala. Etika je pa pač spoštovanje družbenega življenja. In če gremo naprej, poglejte, dragi prijatelji, dragi člani, dragi vsi, ki nas spremljate na družbenih omrežjih, ta hip, ker smo živo. Danes imamo vse. Znanost nam je dala čudovito, veliko daril, vesoljski program, smo rekli, pravzaprav lahko rečemo zdravila in vse ostalo, kar smo že na začetku povedali, in življenje res ni prav nič lahko, a ne? Da se človeštvo še nikoli ni tako približalo, kot smo rekli na začetku, robu svojega uničenja. Potem smo v drugem delu rekli družbeni red, in to so ti dejavniki morale in etike, in kaj je pravzaprav terapija za naše življenje. Že stoletja so se poskušali zdraviti ljudje na različne načine. Bolezni, recimo na podlagi naivnega razumevanja in izkušenj, ko so se prenašale iz roda v rod. Take dejavnosti niso bile neučinkovite. V mnogih primerih so bili pač rezultati pozitivni. Zamenjava te tradicionalne medicine s porajajočo se sodobno znanostjo pa je sprva povzročila poslabšanje družbenega zdravja. Vendar so šele s pomočjo sodobne znanosti resnično tudi izginile mnoge bolezni, tako kot so se mnoge bolezni zaradi sodobne znanosti tudi pojavile. In pred katerimi je recimo prejšnja tradicionalna medicina bila mnogokrat nemočna. Imamo dve vrsti zdravnikov. Imamo medicino, ki se ukvarja z fizičnim telesom, imamo medicino, ki se ukvarja s cirkularnim telesom. Vse, kar je cirkularno, je vezano na kri in na notranje organe, vse, kar je povezano s fizičnim telesom, recimo razni zlomi, zunanje poškodbe in tako naprej. Tako da te stvari sem jaz zelo globoko predeloval, ko smo imeli v družini smrt, in sem se spraševal, zakaj je prišlo do te cirkularne bolezni. S tem sem se veliko bolj ukvarjal, kakor z fizičnim telesom na zunaj kot takim. Torej, v družbi se je to zgodilo zato, ker je naravno razumevanje bolezni in njihovih vzrokov povzročilo ustvarjanje pogojev za tako imenovane protiukrepe. Danes bi Fauci temu rekel, bodimo pripravljeni. WHO bi rekel, vse moramo graditi na pripravljenosti. Seveda moramo biti pripravljeni, vendar ne na tak način, da umetno vzgajamo pandemije, epidemije, da vsa družbena sredstva grejo v medicinske pripomočke, da se ustvarjajo nekvalificirana znanja, nekvalificirana dela, nekvalificirana podjetja in da se ta družbeni denar tako neodgovorno troši, kot se je trošil in se še troši zadnja 3 leta. V zvezi s pojavi, ki jih obravnavamo v tem delu, je naš položaj podoben tistemu, ki ga povzroča zgoraj omenjena kriza, ki smo jo omenili v zvezi z zdravjem evropskih narodov. Za seboj smo pustili tradicionalne družbeno-moralne organizacije, ne da bi še izdelali nekaj dragocenejše znanosti, ki bi lahko zapolnila to vrzel. Od tod naprej potrebujemo pa seveda sedaj
ljudje božji, novejša merila, ki bodo postala osnova za analogno disciplino s trdno strukturo. Hkrati pa bi izpolnil perečo potrebo po njem v današnjem svetu. Analogno strukturo, ne govorimo o digitalni strukturi, ko izključiš elektriko in zgine. Govorimo o analogni strukturi, o uri, ki ima koleščke, ne baterije. V sodobnem razumevanju postane učinkovito zdravljenje bolezni mogoče, ko poznamo njeno bistvo, njene etiološke dejavnike in značilnosti, njen patodinamični potek v organizmu s posebnimi biološkimi značilnostmi. Ko je takšno znanje doseženo, prijatelji moji, se izkaže, da je iskanje ustreznega zdravljenja na splošno lažje in manj nevarno, veliko manj nevarna naloga. Za zdravnike, upam, da danes kdo posluša od zdravnikov, je bolezen zanimiv, celo fascinanten biološki pojav. Pogosto so sprejeli tveganje stika z nalezljivimi patološkimi dejavniki in se žrtvovali, da bi razumeli bolezen in lahko zdravili ljudi. Spomnite se v zgodovini poskusov in spomnite se največjega poskusa v zgodovini človeštva covida. Kaj vse zdravniki počnejo, da bi odkrili bolezen ali nek medicinski fascinanten biološki pojav? Z ene strani groza in strah, z druge strani, če je narejen etično, moralno in s konsenzom, pa je lahko blagoslov. Zahvaljujoč temu so spoznali možnost etiotropnega zdravljenja bolezni in umetne imunizacije človeškega organizma proti nekaterim boleznim. Tako je danes vaše zdravje bolje zaščiteno. Nikoli pa ne smejo zdravniki prezirati bolnika, to, kar se je dogajalo zadnja 3 leta. O moj bog, ne vem, kako naj temu rečem. Prezirati bolnika ali bolezni, za katero trpi, je največji greh, ki ga lahko zdravstvo v tem trenutku, ki ga lahko pripišemo pravzaprav ta greh. In ko se soočimo z makrosocialnim, patološkim pojavom, ki od nas zahteva, da se z njim soočimo na način, ki je skladen z načeli, na katerih temelji sodobna medicina, še posebej tistih povezanih z nalezljivimi boleznimi, ki se hitro širijo med prebivalstvom, zakon zapoveduje vse potrebne rigorozne ukrepe, ki jih moramo upoštevati tudi tisti, ki smo zdravi. Pomembno je tudi poudariti, da ljudje in politične organizacije, ki zastopajo, bom rekel, bolj levičarski pogled na svet, glede tega praviloma zavzemajo veliko bolj dosledno stališče in zahtevajo tovrstna odrekanja v imenu tako imenovanega skupnega dobrega. Pa ne samo skupnega, šli so celo zaščiti babico, zaščiti dedka, zaščiti mamo in tako naprej. Zavedati se moramo, da je to pojav, s katerim se soočamo, za nas precej nov. Precej nov. Kot je zaradi zdravja nekdo deli moralne in etične osnove, brez znanstvene osnove, je to precej čudna zadeva. Morda mislijo, da ne razumemo, kaj je to bolezen in nas hočejo prepričati pač na tak način, ampak žal svet tako ne funkcionira. In da bi presegli to stanje, moramo uporabiti nova sredstva, dragi ljudje, ki temeljijo na razumevanju bistva in vzrokov patokratskega pojava, torej se obnašati v skladu z načeli, na katerih sloni sodobna medicina. Ne ta, ki so nam jo zdajle pokazali, ampak sodobna medicina. Medicina, ki ima svojo tradicijo in svojo zgodovino. To pot do samega razumevanja tega fenomena je bila veliko težja in nevarnejša od tiste, ki naj bi jo od tega razumevanja pripeljala do iskanja naravno in moralno upravičenih in dobro organiziranih terapevtskih dejavnosti. Te metode so potencialno možne in verjetne, ker izhajajo iz razumevanja tega pojava samega in postanejo njegova nadgradnja. Pri tej bolezni, tako kot pri številnih primerih, ki jih obravnavajo psihoterapevti, šele njeno razumevanje začne zdraviti človekovo osebnost. Človek nekaj razume, lahko tudi ustrezno ukrepa in je že na pol poti do zdravja. Vsebina je vezana na vir
ki sem vam jo zdajle podal iz knjige Lobačevski, Politična ponerologija. To se pravi, govorili smo o študiji, o naravi zla. Imam še eno poglavje, ki govori o lastništvu lastnine in o kroženju elit. Morda bi vam v tej zvezi povedal morda samo nekaj stavkov, potem bomo naredili pa kratko pavzo. V zvezi z razpravo o inteligenci, o socialno-poklicni prilagoditvi sem pred kratkim poslušal Jordana Petersona v intervjuju s Temple Grandin o njeni zadnji knjigi Vizualno mišljenje, katerega eden od fokusov je bil pojem različnih inteligenc. Ta film si bomo nocoj pogledali, je na sporedu 2045. In Grandinova poudarja potrebo po razumevanju med ljudmi. Ona je avtistka, danes doktorica znanosti in pravi, da obstajajo različni stili razmišljanja. Verbalni misleci, se pravi ljudje, ki so izredno spretni z besedami, vizualizatorji predmetov, ljudje, ki pač se jim vtisnejo v spomin slike in operirajo slikami in so jim besede X, besed ne razumejo, ker operirajo slikami, in pa misleci vizualnih prostorskih vzorcev. Vizualizatorji objektov so recimo odlični fotografi, mehaniki in Grandin, ki jo bomo danes gledali v filmu, je sama vizualizator predmetov. Boste videli, kako je film fantastično narejen, dobil je 15 nominacij, res je dober. Vizualni prostorski misleci pa recimo so boljši matematiki, verbalni misleci so boljši menedžeri, ampak vsi so nam potrebni. Ne rabimo samo enega komandanta, ki bo za vseh 8-9 milijard ljudi rekel, tako je treba, to je treba, zdaj je treba. Pestrost je samo v različnosti in Grandinova vidi vse te stile razmišljanja kot komplementarne. Kaj pomeni komplementaren? Nasprotujoč, dopolnjujoč, izgrajujoč. Tudi mladi vizualni misleci danes izgubljajo, gledajte, priložnosti za pridobivanje izkušenj in izgubljajo potrebo po najti take poklice. Naprimer, pa dobro, recimo tečaji šivanja, majhne trgovine na drobno izginjajo. Posledično opažamo tudi pri ljudeh izgubo spretnosti. Ročne, mentalne, fizične in druge spretnosti. Da ne govorimo danes o koncentraciji pri delu. Ljudje niso drugega sposobni prebrati več kot 2 stavka na Twitterju, ker je to tako narejeno, žal je tako. Ko rečeš človeku naj prebere stran pa pol ali pa knjigo, so to že prej izjeme. In Grandinovo skrbi, kaj bo to pomenilo v naslednjih nekaj generacijah.